Pozdravljeni! Po dirki za veliko nagrado Japonske je prišel čas tudi za naš komentar. Tudi tokratni komentar dirke za veliko nagrado bo razdeljen na tista dva dobro znana dela. V prvem se bomo ustavili pri vsem tistem, kar se je zanimivega zgodilo na progi, v drugem bomo pa nekaj minut posvetili analizi napovedi strategij in seveda tistemu, kar se je v resnici zgodilo na progi. A danes je treba poudariti nekaj, da je bila strategija bistveno bolj pomembna kot na ostalih dirkah, zato bomo temu drugemu delu posvetili morda kakšno minuto več. A dirka za veliko nagrado Japonske nam je pokazala marsikaj, čeprav na prvi pogled bi lahko dejali, da ni bila tisto, kar mnogi navdušenci pričakujejo. Videli smo na samem začetku rdečo zastavo, trk Aleksandra Albona in Daniela Ricciarda ter prekinitev. In tu se moramo ustaviti pri samem avstralskem vozniku, namreč Daniel Ricciardo kot da nima sreče. In tu velja poudariti, da pravzaprav je sreča pomemben akter tako v vsakdanjem življenju, kot še toliko bolj v karieri voznika Formule 1. Brez sreče se ne pride daleč. Ampak Daniel Ricciardo nima sreče najmanj od velike nagrade Nizozemske v sezoni 2023, ko si je zlomil roko. In kaj bi lahko dejali o veliki nagradi Japonske? Še ena izgubljena priložnost. Yuki Tsunoda je tokrat dosegel točke, Daniel Ricciardo odstopil. Verjetno drži tista malce šaljiva teza, da se je Daniel Ricciardo upokojil že pred 2 sezonama ali 3. A v bistvu se sam tega še ne zaveda. Dvomim, da ga bomo videli na drugem sedežu Red Bulla, oziroma sam menim, da ni pokazal tistega, kar bi ga pripeljalo na to mesto. Kako se bo odločil Helmut Marko, bomo seveda videli vsi. Ampak danes Daniel Ricciardo ni boljši od Sergija Pereza. Aleksander Albon v tistem incidentu je ravnal vsaj po mojem videnju razumljivo. Namreč z Williamsom je prisiljen izkoristiti vsako priložnost ter se pognati v vsako praznino, ki mu jo nasprotniki pustijo. In tu seveda lahko razmišljamo, ali je zadeva dirkaški incident ali kaj drugega, ampak ni važno. Voznik z izkušnjami Ricciarda bi se moral znati tudi izogibati potencialno nevarnim situacijam, kar pa vidimo, da mu tokrat ni uspelo. Seveda po prekinitvi je bilo treba počakati približno 30 minut, da smo videli oni drugi in recimo temu dokončni štart. Vozniki so lahko v tem obdobju še zmeraj menjali pnevmatike in seveda, kar se tiče analize strategij, bomo se mi nekako ozirali na tisto, kar se je dogajalo od drugega štarta do konca. Lahko bi dejali, da v vsakem primeru je Max Verstappen dobesedno dominiral od začetka pa do konca. Zaradi različnih strategij, o tem bomo seveda govorili kasneje, je prišlo tudi do menjav v samem vodstvu, ampak ni važno. Menim, da nihče izmed nas niti najmanj dvomil v to, da bo Max zmagal tudi na Japonskem. Konec koncev, njegov pogonski sklop je sestavljen v Sakuri, je seveda produkt Honde in ta dirka za njih je še kako pomembna. Na drugem mestu Sergio Perez. In tu bi se resno lahko začeli spraševati, ali je Perez res tako slab, kot pravijo nekateri avtorji, nekateri novinarji.
Res ne ogroža Maxa Verstappna. Ampak ste prepričani, da ukolikor bi ga ogrožal, bi imel na razpolago Red Bulla ali bi sodelovanje z njim prekinili že prej. Perez igra vlogo drugega voznika, zato je današnji rezultat oziroma celoten vikend velike nagrade Japonske pravzaprav odraz tistega, kar si od njega želijo pri ekipi. S takšnimi predstavami bi vsaj jaz z njim podaljšal pogodbo. Zanimiva situacija pri skuderiji Ferrari, kjer smo videli na koncu Sainza na 3. mestu in Leclerca na 4. A kot bomo zopet videli v nadaljevanju, je prav strategija pomagala Charlesu Leclercu, da se je po lestvici povzpel kar precej. In pri Carlosu Sainzu mlajšem so bili pri Ferrariju dokaj konservativni, poleg tega so po mojem osebnem videnju napravili še manjšo napako. A tu je treba poudariti nekaj, ali se Ferrari nekako zadovolji s tisto najnižjo stopničko na zmagovalnem odru ali si želi boja z Red Bullom. Namreč, če bi želeli prehiteti naprimer Pereza, so imeli danes priložnost, le tvegati je bilo potrebno. A tvegali so z Leclercem, z voznikom, ki je bil v ozadju. Podobno bi vsaj po mojem mnenju morali storiti tudi s Saincem, ukolikor bi želeli nagajati oni tam spredaj. Če je bilo pa vse podrejeno temu, da pripeljejo domov rezultat in je to fantastično uspelo. Kaj bi lahko dejali o McLarenu? Predvsem to, da so velike možnosti zapravili na samem začetku dirke. In treba je poudariti, da pravzaprav odraz tiste napake se je nekako odražal v vseh ostalih fazah. Treba je poudariti, da tisto, kar so počeli pri tovarniški ekipi Mercedes, meni osebno ni jasno. Kaj so hoteli doseči, ne vem. Fernando Alonso, kot bomo videli, edini, ki je imel na izbiro svež set pneumatike soft, ki jo je seveda na dirki tudi izjemno dobro izkoristil. A zavedati se moramo pomembnega dejstva. Pri Aston Martinu na začetku lanske sezone so izkoristili slabost Mercedesa, Ferrarija pa tudi McLarena. Letos je situacija drugačna in Alonso je pokazal praktično tisto, kar se od njega pričakuje, le da lani je seveda lahko prišel na 3. stopničko zmagovalnega odra, letos je tam okrog 6., 7. mesta, govorimo konstantno. In ne nazadnje Yuki Tsunoda. Kaj bi dejali o njegovem 10. mestu? Izjemno lep rezultat, kajti gre za njegovo domačo dirko in imel je tudi podporo publike. A ne smemo pozabiti na neko dejstvo. Ne samo, da je bila ta dirka njegova domača kot velika nagrada Japonske, tudi on kot voznik izjemno dobro pozna celotno progo v Suzuki. Namreč tu je bil najbolj udobno med vsemi prizorišči svetovnega prvenstva Formule 1, kar bi zopet lahko dejali, da je manjša prednost v njegovo korist. A zopet, kot sem dejal na začetku, od njegovega moštvenega kolege Daniela Ricciarda, verjetno vsi mi navdušenci pričakujemo več. In tu seveda vidimo pravzaprav, da na sami dirki kot taki takšnih razburljivih trenutkov ni bilo, bodimo iskreni. Še najbolj zanimivo na koncu je bilo tisto, kar smo spremljali v dobesedno internem boju skuderije Ferrari, ko je bil Leclerc 3. s postankom manj in ga je lovil Carlos Sainz mlajši. Tu je bil vmes tudi Lando Norris, ki pa ni bil sposoben držati ritma Charlesa Leclerca, oziroma sta imela dokaj podoben ritem. V zadnjem delu je bila razlika med njima približno konstantno 2 sekundi. A videli bomo seveda v strateškem delu, zakaj je šlo, zakaj bi lahko podobno strategijo uporabili tudi pri Sainzu in kje je bila tista poglavitna napaka.
preden se spustimo v ta del, še rahla pripomba. Namreč tokrat na veliki nagradi Japonske je bila situacija rahlo drugačna kot na primer na veliki nagradi Italije v lanski sezoni, kjer je Charles Leclerc napadal v zadnjih krogih Sainza za 3. mesto na zmagovalnem odru. Takrat sta bila oba približno z enako starimi pneumatikami. Tokrat smo videli, da je imel Sainz bistveno bolj svežo, ustavil se je enkrat več in na koncu je bil tudi hitrejši, kar nam kaže sama prednost, ki jo je ustvaril praktično v zadnjih nekaj krogih. Charles Leclerc kot voznik dneva. Mnogi ste opazili, da sem do njega običajno kritičen. Tokrat je zasluga predvsem na strani skuderije Ferrari, ampak tudi na strani samega voznika, ki je v tistem srednjem delu z pneumatiko medium odpeljal res veliko število krogov. In seveda to je dokaz njegove sposobnosti, njegovega talenta. A ne smemo mimo dejstva, da je bil praktično edini, ki se je poslužil te strategije, ki je delovala. In to je, kot sem povedal, bolj zasluga ekipe kot samega voznika. Če bi gledali po samem vozniškem talentu, bi po mojem mnenju naslov voznika dneva zaslužil Max Verstappen, ampak bodimo iskreni, na televizijskih ekranih smo ga videli izjemno malo časa. To pa zaradi tega, ker so nam raje kazali boje za 13., 14., 15. mesto, ker se, kot se mnogokrat lahko zapazi, ni dogajalo nič zanimivega. In ta nič zanimivega je treba dati v navednice, namreč dirko moramo se tudi mi, navdušenci, naučiti spremljati. To, da ni trkov, da ni odstopov, da ni tistega dogajanja, zopet v navednicah, še ne pomeni, da je dirka kot takšna dolgočasna. In to bomo bolje spoznali pri analizi samih strategij, a najprej nekaj minut za napovedi. O tem sem seveda na kratko že govoril v tistem krajšem javljanju v živo tik pred začetkom same dirke. Tu je treba poudariti, da pri Pirelliju so nam v resnici pokazali samo 2 strategiji in ne 4. Namreč, če tisti prvi del na pneumatiki medium zamenjamo z pneumatiko soft, nismo naredili v bistvu nobene bistvene razlike. Še posebej ne v tem primeru Pirellija, ko vidimo, da so deli oziroma stinti približno enaki. Še bolj konfuzno je naslednje, namreč pneumatika medium in pneumatika hard po njihovo ne bi zdržala približno enako število krogov. In zakaj torej iti na tršo mešanico, če pravzaprav ne daje nobene prednosti? A moj osebni pogled. Kot dobro veste, sem sam dal 3 različne možnosti, seveda s tisto variacijo pneumatike soft, kjer sem lepo napisal na dnu še varianto z enim samim postankom, ki je, kot ste uganili, pravzaprav tisto, česar so se poslužili pri skuderiji Ferrari. In tu velja poudariti, da zadeva je bila tvegana, meni na papirju izvedljiva, ampak kot običajno, jaz sem doma in nimam vseh podatkov, ki so na voljo ekipom. A tu brez dvoma je treba priznati, da najboljša, najhitrejša strategija je bila tista, ki se jo je izbral zmagovalec, 2 dela na pneumatiki medium in zadnji del na pneumatiki hard. V točno tem zaporedju, kot sem tudi sam napisal na mojo tabelo za razliko od Pirellija. Čeprav boste lahko mnogokrat zapazili, da pravzaprav na dnu je tista pripomba, da vrstni red posameznih delov ni bistven. A tu v Suzuki je, kot smo opazili, če je bil nekdo ukleščen v gnečo, je izgubljal čas, zato v prvih fazah je bilo bistveno bolj pomembno biti hiter in se nekako hitro rešiti počasnejših nasprotnikov. Seveda tista varianta s pneumatiko soft na začetku je bila izvedljiva samo v primeru Fernanda Alonsa, kar je tudi dokazal sam.
Bil je edini, ki je imel set pneumatik soft, ki so bile nove na začetku dirke. Lando Norris v resnici je v primerjavi s Charlesom Leclercem izgubil cel postanek ali 23 do 25 sekund, predvsem zaradi tega, ker je skrajšal prvi del in je nato moral drugega in tretjega podaljšati. In to je bistvo razumevanja, kako se pravzaprav razporeja celotno strategijo, celotno dolžino stinta. A bistveno bolj zanimivo je nekaj drugega. Pri skuderiji Ferrari so imeli s Charlesom Leclercem izjemno tvegano strategijo, medtem ko s Carlosom Sainzem mlajšim izjemno konservativno. Videli smo, da pravzaprav tudi Sainz s tisto strategijo, ki jo je izbral naprimer Max Verstappen, je dosegel svoj rezultat. Ampak, če bi pri Ferrariju tvegali tudi s Sainzem, bi lahko bili zagotovo pred Perezom in bistveno bližje samemu Verstappenu. In rad bi poudaril še nekaj. Po mojem predvidevanju, po mojem občutku, če bi drugi postanek Carlosa Sainza mlajšega bil 3-4 kroge pred dejanskim, bi pravzaprav na koncu bil za petami, če ne ob boku samega Pereza. In tu se je sedaj upravičeno lahko tudi spraševati, kaj so si želeli pri Ferrariju. Ali tretjega mesta kot tiste tolažilne nagrade, ampak zagotovljene tolažilne nagrade, ali bi bilo bolje res tvegati in doseči nekaj, kar bi lahko bilo izjemno pomembno tudi v nadaljevanju sezone. Videli smo razliko stila med Leclercem in Sainzem. Mnogokrat sem povedal, da je Sainz bistveno bolj konkreten voznik. Tudi tu menim, da je skozi celoten vikend to dokazal. Ampak konec koncev Ferrari, če se hoče spopasti z Red Bullom, mora biti bolj drzen in upati tvegati tudi z voznikom, ki je v tistem prednostnem položaju. A konec koncev, če ste opazili že prvi postanek, Saincem so pokrivali Pereza, medtem ko so Leclerca dali nekako na tisto tvegano varianto, ki ga je pripeljala bistveno bolj naprej. In to je zopet mogoče nek indic, na koga bolj stavijo pri Ferrariju in nažalost, kdo jim letos nekako tudi kvari vtis. A o tem verjetno bolj podrobno kdaj drugič. Za danes hvala za vašo pozornost in nasvidenje.